Zdravo, moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes bomo delali 21 testov meni. V zvezde sem si jih zapisala, da če gledam kam, berem zvezka. Drugače pa, zdaj sem si spet predstavila studio nazaj domov v Maribor in upam, da zdaj, ko bom tu, pač da bom lahko več posnela, da bom posnela video ali pa dva in da bom potem imela za nekaj časa, oziroma bomo videli. Rodila sem se 7. augusta leta 1998, kar pomeni, da sem stara 21 let. Po horoskopu sem lev, ker sem rojena augusta, začetek augusta. V osnovno šolo sem hodila na osnovno šolo Janka Glazerja v Rušah. Hodila sem na gimnazijo in srednjo kemijsko šolo Ruše, KSKŠ Ruše. In pa zdaj trenutno hodim na FDV, fakulteto za družbene vede, smer tržne komunikacije in odnosi z javnostmi, kar pa je v Ljubljani. Tako da, če ni bilo z tega jasno, trenutno živim v Ljubljani, sicer prihajam z Maribora, ampak zdaj že eno leto in pa pol recimo, oziroma eno leto živim v Ljubljani in bom tu ostala najverjetneje do konca študija in potem, če dobim službo, bom ostala tu, a bom pa šla tudi izven Slovenije. Moja najljubša tuja država je Švedska, ali pa Škotska, kljub temu, da še nisem bila na Škotskem, ampak grem začetek decembra, to tako me čakam. Obsedena sem z različnimi zokni, oziroma z barvnimi zokni, ponavadi nosim različne, ali pa tiste s H&M na moškem modelku, ko so ful dolge in imajo neke vzorce gor, tiste nosim enake, ali pa jih kombiniram tako, da pašejo skupaj. Imela sem že zlomljene 3 kosti in vse so bile na nogi. Eno sem imela pač spodnji del noge zlomljen tukaj, potem pa sem imela zlomljena 2 prsta in sicer enega vmesnega in pa onega ta največjega, ko mi je pladen padel gor, mi je počel. Oni drugi prst pa sem si zlomila oziroma počela na tak način, da sem padla po stopnicah in mi je prst na nogi počel. Kost na nogi pa sem si tako zlomila, da mi je na gimnastiki ena trenerka vrgla blazino na nogo, jaz sem bila spodaj in počela, oziroma zlomila se mi je noga. Ena ful čudna stvar v meni je, da vedno moram hoditi na levi strani človeka, če pa nas je več, pa sem na sredini ali pa na levi. Ful čudno. Pred okoli 2-3 leti sem imela roza lase, tak čist roza, celo glavo, pobela sem si celo glavo in sem imela roza lase, tu nekje bo videa iz slike, da lahko vidite približno, kako je to izgledalo. In edini razlog, zakaj sem se potem odločila, da več ne bom tega imela, je bilo v bistvu to, da se mi je barva ful spirala in sem si mogla skoraj vsakič, ko sem si glavo pravila, barvati lase in pač to je bilo ful naporno, meni se ni dalo, za lase je bilo grozno in pač potem sem si dala nazaj črno barvo. Zdaj pa v bistvu je že toliko minilo, da so mi izrasli, teda mogoče imam še toliko pobeljenih las. Vse ostalo so zdaj spet pač moji naravni lasi, barva, whatever. Tudi potem lahko sklepate, da sem dansko ful obsedena s svojimi lasami, vedno v srednji ali pa osnovni, konec osnovne. Jaz sem našla v šolo obraz, gledala obupno, jaz nisem toliko nosila make-upa, že zdaj ga ne. Ampak lasi pa so vedno mogli biti ali zravnani, ali skravžani, glavno vedno so mogli izgledati ok. Sovražim masne lase, torej, ja. Če spremljate moj kanal ali pa karkoli, moj Instagram, whatever, lahko vidite, da sem obsedena z Appleom, imam računalnik, tablico, uro, telefon. Manjka mi še nekaj par stvari, ampak vse, kaj je Appleovo, je meni ful všeč, ful vrejo, ni mi žal za nobeno stvar, ki sem si jo kupila. Telefone menjujem na 1 leto, to je za 11-ka, pride kmalu tudi video o 11-ki, tako da ja. Imam ful čudne alergije in sicer vsake toliko časa sem alergična, oziroma imam laktozno intoleranco potrjeno, potem čez 2 leti mi reče, da več ni, potem čez 2 leti imam spet in sploh več ne hodim na to. Najbolj smešno je to, da če jaz mleko pijem zjutraj na tešče, bom bruhala, me bo ful trebuh bolel. Če ga pijem popoldne, med kosilom, whatever, pa me nič ne boli. Kar je ful čudno. In zato so bili si tak, ne, ni laktozna intoleranca, bla bla bla. In potem so jih tak potrdili, lahko jem normalno sir. Načeloma lahko jem vse normalno, so pa dnevi, ko bom pojedla sir in bom lahko šla bruhat. Ali pa obratno. Kriza. Sploh ne vem, kje sem, pri kjerih faktih. Glavnem, prosila sem tudi Andraža, Alekseja in moje bližnje, da mi povejo, kakšne zanimive fakte o meni. In so rekli, da moram omeniti, da sem zelo ustvarjalen človek in da rada rišem in te stvari in da naj bi lepo risala, ja ne bom, ne rišem slabo, ampak ni pa zdaj ono nekaj wow presežek. Že par let sploh ne rišem in bi mogla iti nazaj v to, da bi začela risati, ker pač več rišeš, lepše rišeš. Obsedena sem z
planiranjem in organizacijo. Jaz moram vse napisano, če nimam datume napisane, je kot da jih nimam. Sicer si ful zapomnim vse informacije, tak datume, rojstne dneve in te stvari, ampak imam ful rada v planeru vse napisano, kdaj se kaj dogaja, ker pa če nimam tega, ne morem. Jaz ful moram imeti vse splanirati do zadnje sekunde. Najbolj mi je grozno, najbolj so mi grozna presenečenja. Ne maram presenečenj, zaradi tega, ker se mi zdi, da ne bom pravilno reagirala na situacijo, recimo, če nekako darilo, se mi zdi, da potem naredim ful čudno faco in potem ljudje mislijo, mi ni všeč ali pa kaj takega in pač ful ne maram presenečenj, ker se mi zdi, da nikoli ne morem reagirati dovolj primerno za drugo osebo, kar je, vem, ful čudno. Ampak, ja. Tudi en zanimiv fakt o meni je, da sem včasih imela kanal v angleščini, če ste me spremljali že od takrat. Teda tudi angleščina mi gre dokaj dobro, mislim, vrejo mi gre, teda tu bom mogoče kakšen klip moje angleščine oziroma angleškega kanala. Dogajajo se mi tudi paranormalne stvari, oziroma verjamem v ta del paranormalne stvari, ne glih za duhove, ampak pač, ja, vse to, mislim, ja, v duhove. Meni je ta del ful zanimiv, pač paranormalne stvari in te true crime in te stvari so meni ena izmed najbolj zanimivih in fascinantnih stvari in pač serijski morilci. I love that. Zato tudi na svojem kanalu delam te videe, ker zdaj že vem, da dolgo nisem, ampak pridejo kmalu. Pa sem tudi ful zbirčen človek, glede hrane predvsem, pač ful ne jem različne hrane, ampak jaz menim, da to vsi nisem sama kriva, ampak glih to, ko sem bila mala, sem imela ful alergijskih reakcij kot otrok, pač dobena hrana mi ni pasala, ker sem imela pač ful zdravstvene težave kot dojenček in sem jedla skozi eno in isto hrano. Zato, ko zdaj probam novo hrano, gre me včasih na bruhanje. Jaz, ko sem pred življenju probala pico, je nisem hotela jesti. Pač mene so mogli siliti, da jem pico in zdaj itak obožujem. Isto je bilo z McChickenom, pač probala sem ga in sem bila tako, fuj. And now I love it. Pač, in meni se zdi, da se nisem jaz sama kriva, imam pač tak borbončice, smešno razvite, navajena ne na isto hrano in pač potem nova hrana mi da reakcijo za bruhanje. Moja najljubša hrana so njoki bolognese v Ancori. To je v Mariboru ena restavracija, ki je tam že po mojem, ne vem koliko let. Teda, če ste iz Maribora, upam, da vam je dobra Ancora, probajte njoke bolognese, pač meni so to ful dobre. Sicer da že ful dolgo nisem bila, tako da upam, da so še vedno tako dobri. Če greste v Maribor, pa ne veste, kje bi jedli, je Ancora tak najbolj safe bet, zaradi tega, ker imajo ful ponudbe, imajo dobro hrano, pa ugodni so pač. Ja. Načeloma ful rada potujem, kar večinoma ljudi potuje. Upam, da sem povedala 21 dejstev, ker sploh ne vem. Ne vem, zakaj je 21, ker sem 21 stara. 9 let oziroma 10 let sem trenirala gimnastiko, šla sem na dosti tekmovanj tudi izven države, bila sem dobra, ampak nisem pa tako dobra, da bi kdarkoli prišla na olimpijske igre, ker je še vedno bilo toliko Slovenk boljših, da ne bi prišla tako daleč. Maybe na evropsko sem hotela iti, ampak potem sem itak nehala, tako da, ja, pač nisem bila zdaj slaba, ampak nisem pa zdaj tako dobra, da bi potem prišla dansko na olimpijske igre. Saj zdi se mi, da ne. Verjetno ne. To že, ne. To pa je v bistvu tudi to, zdaj zaenkrat. Upam, da sem prišla do 21 dejstev. Če vam bi ta video všeč, kaj lajkajte, ne pozabite se naročiti in pa followajte me na Instagramu. Tam načeloma vas dokaj pač objavljam, pa vas sprašujem za ideje za videe in take stvari, če hočete pri tem sodelovati, me samo followajte tam. Drugače pa se vidimo v naslednjem videu, ki upam, da bo prišel čez en teden, ker bi ful rada spet začela snemati. Teda ja, adijo. Malo mi je vroče.